Če pa se še osredotočiva na rešitve, recimo možne rešitve sveta Evrope, kakšno vlogo po vašem bi lahko tukaj odigrala Evropska unija ali pa kakšno vlogo morda Amerika, če bi se vključila v reševanje tega vprašanja seveda na svojstven način, kot to znajo samo oni? Torej, tu so seveda predvsem ekonomski interesi in strah pred mogočno Kitajsko, ki je dejansko seveda, bi rekel, Evropi in Ameriki na nek način edin konkurent. In izvirajoč iz tega strahu seveda ni pričakovati nobene rešitve. Jaz sem pesimističen v primeru Tibeta. To ni Evropa, kjer so določeni interesi in kjer skratka vidite, da se zadeve znajo rešiti neverjetno hitro in na neverjeten način. Kot sem že omenil, Kitajska ni Sovjetska zveza in Kitajska ne bo dala drugim manjšinam avtonomije, kajti pri njih ni samo Tibet ta problem. Velik problem so Ujguri, torej ta narod, ki je na skrajnem zahodu v provinciji Xinjiang, ki jih je še veliko več kot Tibetancov in oni so militantni, oni so muslimani, so veliko bolj militantni in seveda tudi oni opozarjajo, vendar svetovna javnost o tem nič ne ve. Amerika ima pa seveda čisto svoje interese in gre samo za ekonomske interese in njim je gladko, zelo, zelo gladko vseeno do Tibeta. Če povzamemo še vse skupaj vašo tezo, da pač mediji enostransko poročajo o teh zadevah, jaz imam tukaj, citiram izjavo gospoda Gregorja Erjavca iz Društva za podporo Tibetu, ki pravi: to, kar spremljam, ocenjujem kot dokaj objektivno poročanje, prav je, da so predstavljena tudi kitajska stališča in interpretacija teh dogodkov, potem si pač lahko sami ustvarimo realno sliko, a takoj se vzbudi velik dvom, češ, da tujim novinarjem dostop v Tibet ni dovoljen oziroma so tiste, ki so tam bili, odstranili z prizorišča. Torej, da so intervjuvali oziroma smo na posnetki videli Kitajce, je seveda pravilno. Jasno seveda, da je zdaj, kot sem že rekel, so Tibetanci tisti, ki so prikazani negativno. Jaz povsem razumem, to torej čutijo vse prizadete in Kitajci in mislim izjava, Gregorjeva izjava, čisto na mesto, čeprav je vse pravim, zato, ker ljudje tako zelo malo pa slabo poznajo Tibet, je prav seveda, da vedo, kje so pravzaprav ozadja, kje so pravzaprav izvori, da je ljudem počlo, kot pravimo, in da so šli na ulice in da je prišlo do tega, da so začeli obračati avtomobile. Ampak poglejmo na drugi strani, kako so Kitajci odgovorili. Koliko je mrtvih Kitajcev, koliko je pa Tibetancev? Zanimivi podatki, ampak vseeno, kje vi vidite recimo na koncu rešitev? Vidite v nekaj letih ali pa rečeva v 10 letih neko rešitev, neko razumsko, vi kot tisti, ki poznate razmere? Glede na to, kar sem slišal zdaj, torej zadnje podatke ljudi, ki so tam bili in ki poznajo problem Tibeta, da dejansko vse ključne pozicije imajo Kitajci, da vemo, da so Kitajci speljali tja železnice in da seveda masovno prihajajo Kitajci, ne samo torej kot nasilnici, ampak seveda tudi kot turisti, ki seveda prinašajo čist svoj vpliv, drugačno miselnost. Kitajska je popolnoma drugačna filozofija, pragmatična od tibetanske, ki je, bi rekel, intimna, vase zagledana, pogledana, da tako rečem, ta budistična. In kot sem že rekel, jaz sem pesimist. Meni je Tibet izjemno pri srcu in jaz ga smatram kot eno zadnjih teh velikih starih kultur, ki kot da ne sodijo na to našo zemljo. In boli me seveda toliko bolj, da smo ravnodušni do tega problema. Mi v različnih društvih, torej tudi v tem mariborskem društvu za podporo oziroma sekciji pri Vagantu za podporo Tibetu podpiramo, pa ljubljanska, pa vse posod po svetu so demonstracije, ampak politika ni naredila nič, opozarja ves čas samo in jaz se bojim, da tu nekega izhoda ni in da jaz stojim za Dalaj Lamo. Dalaj Lama je pripravljen oziroma on podpira to avtonomijo znotraj Kitajske in jaz se bojim, da je to edina pot.